udeleženci, dobrodošli in lepo pozdravljeni v imenu podjetja Planet GV. V časih, ko nam je fizično izobraževanje in druženje onemogočeno, se bomo trudili ostati vaš partner pri doseganju osebne in poslovne odličnosti. Zato bomo za vas vsako sredo ob 11. uri pripravljali povezane webinarje. V današnjem se bomo dotaknili teme vzdrževanja osebne energije in vitalnosti, ki je ključnega pomena za kakovostno življenje, še posebej v današnjih dneh. Današnja gostja in predavateljica bo dr. Danijela Brečko. Preden začnemo, pa bi vse udeležence prosila, da izklopijo kamere in pa mikrofone zaradi lažjega spremljanja in večjega števila udeležencev. Za kakršnakoli vprašanja, ki jih bomo seveda nadvse veseli, pa smo vam na voljo v pisni obliki preko funkcije chat. Sedaj pa besedo predajam tebi, Danijela. Ja, lep pozdrav, želim vsem skupaj. Vesela sem, da ste se odzvali v tako velikem številu, me je kar majčkeno, moram reči, prijetno seveda presenetilo, tako da sem res vesela, da imam danes biti priložnost z vami. Govorili bomo pa o tem, kako vzdrževati osebno energijo in vitalnost. Ja, to je zagotovo tema, ki se ta hip lahko dobro posvetimo. Jaz bi samo preverila še prej, v bistvu, če se vidi tale prezentacija, tako da boste lahko sledili tudi na prezentaciji. Upam, da se. Ja. Okay. Tako da, se pravi, vzdrževanje osebne energije in vitalnosti je naša tema. Kot sem že nekako opisala ta webinar, dejansko brez energije enostavno ne moremo nič doseči, še kljub tako privlačnemu okolju, tako spodbudnemu okolju ali pa kljub privlačnosti naših lastnih ciljev in neke vizije. Tako da čas je več kot primeren, da o tem spregovorimo, ali kot nekako mi odmeva v moji glavi v zadnjem času tak citat Winstona Churchilla, ki je dejal "Never let good crisis go to our waste". Se pravi, ne mečimo dobre krize stran oziroma rečeno izkoristimo to krizo, kakršnakoli že je, zato da nekaj naredimo tudi na sebi. Ja, v bistvu zdaj pri vzdrževanju osebne energije seveda ne gre samo za to, da vzdržujemo fizično kondicijo. Tudi to, ampak tudi več od tega. Tako da jaz bi vam predstavila koncept vzdrževanja osebne energije na 4 ravneh, ker dejansko v bistvu so pomembne tako telesna energija, se pravi telesna kondicija, na drugi strani tudi umska energija, rečemo tudi mentalna kondicija, čustvena energija je prav tako potrebna in pa seveda navsezadnje psihična energija. Sam izraz psihična energija naj tudi malo objasnim, namreč velikokrat govorimo tudi o spiritualni energiji oziroma tudi o v bistvu duhovni energiji. Vse to je pravzaprav eno in isto, psiho, sama beseda psiho v osnovi pomeni v bistvu duša, ne? Tako da je tudi lahko duhovna energija ali pa spiritualna energija. Vse te 4 vrste energije so potrebne, da v bistvu lahko mi kakovostno živimo in kakovostno delujemo. Energija pride še zlasti v upoštev takrat, kadar dejansko seveda smo nekje v bistvu tudi v manj spodbudnem okolju. In predlagam, da kar začnemo s prvo najbolj potrebno energijo, to je v bistvu naša telesna energija. Telo je seveda silno pomembno, ne. Dejstvo je, da je to neke vrste, si lahko predstavljamo kot ladja, s katero se vozimo naokrog. In seveda, če ima ladja veliko lukenj, bo naše življenje verjetno manj kakovostno, kot pa če je ta ladja v dobrem stanju. Zato je najprej potrebno poskrbeti za telesno energijo. Telesni energiji tudi radi rečemo netenje ognja in sicer v bistvu pri tem gre seveda za določena spoznanja v našem telesu, zagotovo jih že poznate, a ne. Dejstvo je, da je telesna energija osnovno pogonsko gorivo. Verjetno tudi veste, kako ta telesna energija v našem telesu nastaja, gre povsem za, bom rekla, biološki oziroma celo kemijski proces in sicer nastaja z medsebojnim delovanjem kisika in glukoze. Glede na to, da se seveda evropska populacija stara, je dobro tudi vedeti, da moč za življenje praktično res črpamo iz telesne energije in tudi se moramo zavedati, da v bistvu telesna energija z leti tudi upada, če seveda ne delamo na njej.
Tako da z leti pravimo, da je treba vse več vlagati v naše telo. Namreč po 40. letu starosti približno izgubimo 1 kilogram mišične mase na leto. To seveda lahko majčkeno zaustavimo, lahko popravimo, dejstvo pa je, da seveda naš biološki cikel nekako gre v smer izgube mišične mase. Torej, kot že sem rekla, telesna energija nastane z medsebojnim delovanjem kisika in glukoze, kar pomeni v bistvu, da je seveda za optimalno delovanje oziroma za optimalno učinkovitost teh kemijskih procesov pravzaprav je nekaj stvari izjemno pomembnih. Jaz verjamem, da jih vi že poznate, je pa fino, da majčkeno vendarle jih še ozavestimo, še malo globlje spoznamo njihov pomen. V bistvu zelo pomembno je tako imenovano, mi temu rečemo, strateško spanje. Kaj to pravzaprav pomeni? Pomeni to, kar so nas že učile stare babice, da imamo nek ustaljen ritem spanja. Predvsem pa, da ne pozabimo na spanje. Bom rekla, v hitrem svetu sprememb velikokrat ljudje pozabimo prav na spanje. Vendarle pa je spanje izjemno pomembno, zato ker se takrat, kadar spimo, obnavljajo naše celice, naši osnovni gradniki našega telesa. Tako da spanje, torej ne pozabite na spanje. Nekje, kot veste, 7 ur nekje je priporočljivo spati, pa ne samo to, tudi v bistvu pri spanju je izjemno pomembno to, da v bistvu greste ob isti uri spati in ob isti uri tudi vstanete, če je to seveda mogoče glede na vaš delovni ciklus, ki ga imate. Med spanjem tudi sanjamo, tudi to vemo in v bistvu se na ta način v bistvu tudi regeneriramo. V bistvu v spanju, mogoče še več kasneje, druga taka strategija pri v bistvu vzdrževanju telesne energije, telesne kondicije, če želite, ni samo to, da pač treniramo, da mogoče imamo tudi kakšen šport, ampak gre tudi za strateško prehranjevanje. Tudi tukaj je v bistvu potrebno povedati to, da kakršnekoli diete že imate, skratka, poskrbite za to, da vnesete v bistvu v vaše telo dovolj hranilnih snovi, tiste, ki jih pač potrebujete. In pa tudi, da seveda še vedno priporočajo dobro pojesti več manjših obrokov na dan. Ker sicer veste, kaj se zgodi v primeru, če v bistvu se recimo hranite enkrat na dan, in še to v bistvu ponavadi na nek način, ne da bi sploh vedeli, kaj pojeste. Dejstvo je, da takrat v bistvu telo zaradi občutka pomanjkanja in pa strahu pred prihodnostjo na nek način odlaga v bistvu vso to hrano med maščobe, se pravi si kopiči zaloge. In to pomeni tudi seveda potem mogoče tudi nezdravo telesno težo in še kaj bi v bistvu išlo lahko iz tega. V bistvu seveda tu naslednja taka strategija, kar se tiče telesne energije, zagotovo strateško gibanje. O tem zagotovo ste lahko v bistvu že veliko prebrali, sploh v tem času, ko recimo danes je kar nekaj tudi na delu doma ali pa celo v bistvu čakamo na delo. Gibanje je v bistvu primarna človeška, bom rekla, dejavnost. Človek je rojen za gibanje, zato tudi v bistvu veliko sedečega položaja pravzaprav v bistvu na nek način škoduje njegovemu telesu, tako da je potrebno res v bistvu gibanje in še enkrat gibanje. Po drugi strani pa seveda ne samo to, tudi strateški počitek. Privoščite se kdaj tudi strateški počitek. Ne gre samo za spanje, seveda takrat je nekako najdaljša doba tega počitka v enem dnevu. Gre tudi za vmesne počitke. Določene organizacije so že spoznale pomen tega tudi vmesnega počitka in so si celo že umislile tako imenovane snapping rume, se pravi v bistvu dremalnice, bi jih lahko prevedli v slovenski jezik, ker imajo recimo zaposleni moč tudi malo podremati vmes. Ker so ugotovili, da v bistvu, če si človek privošči tudi nekoliko, bom rekla, spanja in pa poglobljenega počitka med delovnim časom, da je potem tudi veliko bolj kreativen in da je tudi učinkovitost navsezadnje večja. Skratka, strateški počitek bi nekako pomenil, da delamo v bistvu med delom, tudi krajše odmore. Nekateri priporočajo v bistvu nekako odmor na 90 minut, moram pa reči, da zadnje raziskave pa celo priporočajo še krajše odmore, ne 5-minutne kot med 90 minutami, recimo tudi po 25 minutah krajši 3-minutni odmor. Tako da
seveda verjetno se bojo te strategije in pogledi na to še spreminjali, dejstvo pa je, da vmes dejansko potrebujemo počitek. No in tisto, kar bi še posebej opozorila in se mi zdi, da je v današnjem času pa še kako aktualno in v bistvu vedno pri roki, bom rekla, je pa strateško dihanje, s temu rečem. V bistvu osnovna človekova funkcija seveda tudi je na nek način dihanje. Vsi mislimo, da seveda znamo dihati nekako, vendarle pa ugotavljajo vse raziskave, da v bistvu smo celo na nek način pozabili pravilno dihati. In verjamem, da ste se kdaj v zadnjem času že v bistvu tudi vprašali, kako dihate. Včasih se nam zgodi, sploh kadar smo recimo delovno obremenjeni ali pa kadar smo pod stresom, da enostavno se zalotimo, da smo celo pozabili vdihniti. In veste, da v bistvu naši možgani potrebujejo oziroma porabijo kar 20% vsega kisika, ki ga vdahnemo v enem dnevu, tako da dejstvo, da v bistvu se splača majčkeno več pozornosti posvetiti pravilnemu dihanju. Jaz sem tukaj za vas, da bi res nekaj uporabnega tudi danes dobili, pripravila v bistvu eno kratko vajico in vas bom kar povabila, da mogoče res preizkusimo skupaj. Upam, da vidite vse na ekranu, tako da bi vas kar povabila, gre za dihanje, izmenično dihanje skozi nos. To je ena izmed tehnik tudi premagovanja stresa, hkrati pa tudi v bistvu je zelo, zelo priročna za vzdrževanje telesne energije. To lahko naredite večkrat čez dan, ne glede na to, ali vas kdo gleda ali ne, ko se enkrat izvežbate. Po drugi strani pa seveda se tudi hkrati navadite trebušno dihati. Trebušno dihanje pomeni najprej to, da dejansko vdihnete in ves zrak napolnite v trebuh, ne v bistvu se pravi prsni koš, ne to, da se vam v bistvu prsni koš dviguje, ampak se vam mora trebuh napihniti. Če pogledate dojenčke, ko dihajo, dojenčki dihajo v bistvu trebušno in dihajo torej pravilno. Najprej vrečo treba napolniti na dnu, potem šele zgoraj. Tako da v bistvu bi vas povabila, da si najprej date eno roko na trebuh, desno ali levo, kakorkoli že, drugo pa v bistvu na prsni koš. Jaz si dam ponavadi v bistvu desno na prsni koš, levo na trebuh. In vdihnite enkrat, tako da dejansko se v bistvu premika samo trebuh, ne pa vaš prsni koš. Tako da poskusimo skupaj, najprej samo 1, 2 vdiha trebušna, da vidimo, če res trebušno dihamo. 1, 2. 1, 2. Prsni koš se vam pri tem ne sme dvigovati, samo trebuh. 1, 2. Ok, zdaj, ko smo to osvojili, verjamem, da tudi že sami veliko veste o tem, pa vas povabim, da v bistvu si sredinec daste na v bistvu čelo. Tretje oko, kot radi rečemo, in dejansko v bistvu zamašite eno nosnico. Zdaj bomo najprej vdihnili skozi desno nosnico, ta bo aktivirala levo možgansko polovico in na koncu v bistvu bomo izdihnili skozi levo nosnico. Ok, vdihnemo skozi desno in zadržimo vdih 2 sekundi. In izdihnemo skozi levo nosnico. Zopet. Ponovimo še enkrat. Ok. To seveda v praksi počnemo potem 2 minuti, danes sem samo prikazala, tako da lahko seveda potem vi doma še naprej povadite. V bistvu s tem dejansko predihamo obe možganski polovici, obema možganskima polovicama nekako nesemo dovolj kisika, kar v bistvu spodbudi tudi našo telesno energijo, hkrati smo bolj zbrani, bolj skoncentrirani. Tako da dejansko zelo uporabno za današnje čase in to lahko delate kjerkoli, kadarkoli in kolikokrat pač želite čez dan. Naj bi pa eno tako dihanje trajalo 2 minuti. Še nekaj v telesni energiji, da bi najprej seveda poskrbeli za res naše telo. Nekaj takih priporočil, bom rekla, že naših babic, pravijo, da v bistvu imamo več energije, če hodimo zgodaj spati in zgodaj vstajati. Upam, da ste, v bistvu, da je vaš biološki cikel temu naklonjen. Se pravi, kot sem že dejala, zaspite, zbudite se ob isti uri, več manjših obrokov skušajte pojesti čez dan, prehrana torej uravnotežena in zdrava.
Predvsem pa naj poudarim, da v bistvu pojete res čim manj sladkorja. Ugotovili so, da dejansko v bistvu tudi pri zdravljenju avtizma oziroma blaženju, bom rekla na nek način simptomov avtizma, dejansko ima sladkor izjemno slab učinek. Se pravi, ljudje, ki ne jedo sladkorja, se jim hitreje vidijo napredek, ne, pri izboljševanju tovrstnega stanja. Ja, spomnite se na tekočino. Upam, da imate tudi sedaj kaj pri sebi, popite v bistvu dovolj tekočine na dan. Obstaja ena krasna knjiga tudi o tem, niste lačni, žejni ste, ne? Kar pomeni, da v bistvu s tem tudi uravnavate vašo zdravo prehrano in pa zdravo prebavo predvsem. Tole sem vam že tudi zaupala, torej se pravi, med delom res delajte premore, s tem povečate vašo lastno ustvarjalnost. In prav vsak dan vključite telesno dejavnost. Da se na različne načine, kljub vsemu, da so nam skoraj da prepovedali gibanje ta hip, ampak vendarle je na voljo še kar nekaj telesnih dejavnosti, ki jih lahko delate. Ena izmed njih, recimo v zadnjem času zelo popularna, tako za ženske, kot za moške, je dvigovanje uteži. To pomeni, to predstavlja kardiovaskularni intervalni trening, in vas mogoče povabim, da razmišljate tudi vi o dvigovanju uteži. Seveda ne boste postali bodybuilder zaradi tega, ampak dejansko boste izboljšali vašo mišično maso. Mogoče tisto, kar v bistvu v zadnjem času v bistvu lahko prakticirate, kar se meni zdi zelo uporabno, jaz sem sicer tudi precej naklonjena gibanju, rada tečem, rada planinarim, rada se potapljam in nobena izmed teh aktivnosti ta hip mi ni ravno na voljo, oziroma sem malo pri tem seveda se morala tudi jaz odpovedati nečemu. Smo pa pač odkrili druge vaje in ena taka jutranja vaja za več energije, ki vam jih toplo priporočam, so v bistvu se imenujejo, bom rekla, tudi vaje vrelec mladosti ali pa tibetanske vaje, lahko jih delate doma. In predvsem je pa pomembno, da jih delate zjutraj, da v telo zjutraj vnesete pravo mero energije. In prva vaja v bistvu pomeni sukanje v smeri urnega kazalca in to naredite v bistvu 21krat. Vsako vajo izmed teh naredite 21krat. Če tega še na začetku ne zmorete, potem pač dejansko delate, kolikor lahko in postopoma do 21. Naslednja vaja je v bistvu dvigovanje nog in glave skupaj, v bistvu imenuje se tudi zrak po vseh v bistvu zemeljskih elementih in po tem vrstnem redu jih tudi seveda počnete. Tretja vaja je v bistvu na nek način pomeni vodo, skratka izdihujete, vdihujete tako, da pač v bistvu premikate oziroma, bom rekla, nagibate vrat nazaj in naprej. Četrta vaja je v bistvu, se imenuje zemlja, dejansko v bistvu sedite na tleh in delate na tak pol most. In pa še zadnja vaja, se imenuje pa ogenj, pa v bistvu se dvigujete v tako imenovan pol predklona, se pravi, ležite na tleh in potem v bistvu se pretegnete kot, bom rekla, mačka, s tem, da seveda imate noge trdo na tleh. Te vaje priporoča tudi Gospodarska zbornica Slovenije v tem času zlasti, zato da ostanete res v dobri kondiciji. Ja, zdaj bo pa v bistvu še mogoče nekaj iz samih raziskav, tako da vas res prepričam, da telesna energija je pomembna. Tukaj vidite v bistvu nekaj podatkov zelo zanimivih, v bistvu med zaposlenimi so opazili kar v bistvu 47,5 odstotkov upada odsotnosti, se pravi absentizma na račun nekega fitness programa, ki so ga uvedli za zaposlene. Telesno pripravljeni naredijo manj napak kot telesno nepripravljeni, se pravi kar za 27 odstotkov. Tudi vodje, direktorji, ki redno vadijo, so pokazali 70 odstotkov celo izboljšanja zapletenih odločitev. Celo na odnose vpliva, 47 odstotkov tistih, ki redno vadijo, poroča, da ima boljše odnose s sodelavci, tudi družinskimi člani. In pa tudi tole je zelo zgovoren podatek, da telesno aktivni v storitvenih dejavnostih imajo kar za 50 odstotkov manj pritožb. Tako da splača se vlagati v svoje telo in kot sem že dejala, nekje po v bistvu 40 letu starosti, enostavno moramo nekaj več vložiti v telo kot pa predhodno. Ja, v bistvu
Zdaj bomo prišli na drugo področje, se pravi, telo seveda je pomembno, ni pa dovolj. Skrbeti moramo tudi za naš za našo mentalno kondicijo, mentalno energijo. In tukaj bi vas mogoče majčkeno povabila k sodelovanju, imamo za vas eno zanimivo anketno vprašanje, kaj pravzaprav že vemo o naših možganih. In bom kar prosila Merimo, da nam v bistvu lansira vprašanje 2, če bi lahko človeške možgane razpletli kot vrvico, kako dolga bi le-ta bila? In imate nekaj možnih odgovorov in vas vabim k sodelovanju. Torej, če bi človeške možgane razpletli kot vrvico, kako dolga bi le-ta bila? Ja, glasujte sedaj. Okay. Imamo že kaj odgovorov. Verjetno se še zbirajo, Prva možnost je torej 1382 kilometrov, druga 40.075 kilometrov, 200.000 kilometrov in pa 384.403 kilometre. Da so še odgovori tukaj, ja, zelo dobro. Okej, se pravi, dajmo malo pokomentirati. Nekaj se vas je odločilo za 1382 kilometrov. Žal ta odgovor ni pravilen, je pa v bistvu ta dolžina, to je dolžina slovenske meje. Okrog in okrog, in tudi rečnih in morskih in skratka kopenske skupaj. Tudi 40.075 kilometrov ni pravilen odgovor, je pa v bistvu to obseg Zemlje okrog ekvatorja. Pravilen odgovor je 200.000 kilometrov, tako da 27% se vas je odločilo za tovrsten odgovor, tako da odlično, ja, še narašča, vidim nekaj malega, krasno. In pa seveda, da še pojasnim, odkot sem dobila številko 384.403 kilometre, no to pa je v bistvu dolžina od Zemlje do Lune. Tako da, ja, kar 200.000 kilometrov imamo, se pravi, naših možganov, če bi jih seveda lahko razpletli kot vrvico. Skratka, rada bi vam nekako s tem pojasnila, da v bistvu ste res lastnik najzmogljivejšega računalnika na svetu. Človeški možgani so res nekaj izjemnega. Sestavljajo trilijon celic, od tega 100 milijard aktivnih živčnih celic, nevronov, in seveda 900 milijard celic oskrbovalk. Ti nevroni se povezujejo v omrežja, in vsaka aktivna povezava lahko zgradi do 20.000 povezav. A veste, kakšno bogastvo je to? Skupaj torej bilijarda povezav. In tudi skupna dolžina človeških možganov je torej 200.000 kilometrov, seveda približno. Je pa to, kar je dobra novica. V bistvu omrežja se razvijajo z razvojem možganov celo življenje. Najpogosteje, oziroma bom rekla najbolj hitro, do 30. leta, vendar pa celo življenje pod vplivom učenja. Dejansko skrb za našo umsko energijo pomeni, da v bistvu bolj, ko bomo skrbeli zanjo, bolj kakovostno življenje bomo imeli. To se vasti potem seveda pride poštev tudi k malo starejših letih. Torej, učenje je v bistvu dejansko aktivnost, ki se jo splača gojiti celo življenje. Če vas vprašam, kaj je glavna naloga učenja? Glavna naloga pravzaprav učenja iz v bistvu spoznanja nevrologije oziroma tudi nevroznanosti pravzaprav ni vedeti več, ampak dejansko je spreminjanje možganov. Mi s pomočjo učenja spreminjamo možgane in se prilagajamo vsakokratni realnosti. In to se je dobro zapomniti. Po drugi strani, kako poteka to naše učenje, se je tudi v bistvu zanimivo spoznavati. Namreč v bistvu na nek način se začne vse skupaj z neko, bom rekla blaženo nevednostjo. Na eni strani je v bistvu nastopi neka nezavedna nekompetentnost, to bi lahko rekli v brojstvu, nekako nič ne vemo. Tudi ko recimo pridemo v neko novo okolje, ko želimo ali pa se poglobimo v nek nov projekt, bi lahko rekli, da na začetku vlada neka nezavedna nekompetentnost. Ne vemo, česa vsega še ne vemo. Tako bi lahko to prevedli.
Potem v bistvu nastopi stopnja zavedne nekompetentnosti. To pa pomeni, da zdaj se pa že zavedamo, česa ne vemo in nastopi radovednost. Zelo pomembna stopnja v bistvu razvoju učenja in pa samem učnem procesu. No, naslednja stopnja dejansko je pa zavedna kompetentnost. To pa pomeni, da sedaj pa dejansko mi v bistvu vemo, kaj vemo in tudi to počnemo, bi lahko rekli. Ampak to zavedno počnemo, razmišljamo o tem, kaj delamo. No, ampak ker dejansko človek nagne k temu, da seveda v bistvu potroši čim manj energije, za čim večji seveda izplen, dejansko potem s časom razvijamo tudi nezavedno kompetentnost. To pa pomeni, da dejansko smo razvili neke vrste rutino. S stališča seveda porabe energije je ta nezavedna kompetentnost seveda dobra. Vseeno pa seveda predstavlja določeno nevarnost in jaz bi zdaj z vami v bistvu naredila eno kratko vajo in bom prosila Meri, če vam v bistvu klopi telefone oziroma mikrofone, se opravičujem. Kamere pa upam, da imate vključene tudi oziroma si tudi... Imaš pa 2 manj, a ne? Imaš 10 velikih. Imaš pa spet 2 manj. Kar truča, da malo poslušate. Potem imaš pa spet 2 manj. To pa dobro, gledajte, tale papirja. Dobro, si gledajte list papirja. Da vidite? Potem, ko vas bom prosila, boste vsi skupaj odgovorili na eno vprašanje. Ste pripravljeni? Kakšne barve je ta list papirja? Bele. Kaj pije krava? Vodo. Zdaj je bil tak zanimiv odmev. Hvala vsem. Zdaj vas bom pa zopet prosila, da opasnete vaše mikrofone. Pa imaš pa normativ plus 2. Pa tiska, kako govori, veš. Nekateri ste, v bistvu je prišel kar zanimivi odmevi, so prišli od vas, nekateri ste rekli mleko, očitno vas je zavedla barva papirja, nekateri ste pa seveda razmislili vmes in ste rekli v bistvu, da krava seveda pije vodo, kar je logično. Ja, ampak zakaj je šlo? Dejansko velikokrat v bistvu dejansko odreagiramo na tako imenovanem avtomatskem pilotu. To pomeni, da enostavno ne razmislimo, ampak odgovorimo, bom rekla, ali pa delujemo pač na prvo žogo. Pomeni, da smo na nek način razvili rutino. Kot sem že rekla, rutina v enem smeri seveda je dobra, po drugi strani pa, ko se nekaj spremeni, nam pa v bistvu predstavlja veliko oviro. In zdaj vas bom še enkrat Merimo povabila, da vklopi tretje vprašanje in bomo skušali še malo razmišljati, koliko časa dnevno v povprečju ljudje delujemo na avtomatskem pilotu, se pravi v tej fazi nezavedne kompetentnosti. Merima, vprašanja še ni, tako da bi prosila, če se lahko še ponovi. Super, zdaj ga pa vidimo. Kolikšen delež časa dnevno v povprečju, torej ljudje delujemo na avtomatskem pilotu in imate 4 opcije, 4 izbire, 23%, 57%, 72% ali 97%. Okay. Že imamo rezultate. Ja, nekje ste se v večini primerov 45% odločili, da delujemo na avtomatskem pilotu 72%. Ja, v bistvu razdeljeni odgovori. V bistvu resnica je, da v bistvu delujemo na avtomatskem pilotu 97% v povprečju. Ja, tako da seveda mi smo izjema danes, ko smo na tem webinarju, ampak dejstvo je, da v bistvu je dejansko veliko avtomatizmov, avtomatsko delujemo. Kot sem že rekla, to pa ni vedno dobro, ker dejansko se nam v bistvu zgodi to, da v bistvu, ko je ena sprememba, dejansko mi še vedno reagiramo rutinsko in lahko seveda naredimo kar precej napak. In ta rutina nam potem predstavlja kar precejšnje zadrege pri v bistvu upravljanju sprememb.
Ampak dajmo iti še malo naprej, ne? Kaj pomeni pravzaprav umska energija. Jaz sem prepričana, da v bistvu ste že kdaj tudi vi sami ugotovili, recimo, da ste mislili na prijateljico, prijatelja, pa vas je ta tisti hip poklical. Kaj mislite, je šlo za naključje? Ne, ni šlo za naključje. Ne? Dejansko v bistvu vsaka misel namreč predstavlja vibracijo. Ne? In dejansko se ta vibracija očitno prenaša še sicer na nam skrivnosten način, ampak dejstvo je, da se ta vibracija na nek način prinaša, tako podobno kot radijski valovi. Ne? Tako da po drugi strani seveda imamo tudi, treba pozoriti na moč fokusa in sicer v bistvu to je moč vaših misli. Bolj ko ste zbrani, bolj kot dejansko v bistvu razmišljate o eni stvari naenkrat, večja bo vaša mentalna oziroma umska energija. Ne? Ja, večja bo vaša mentalna energija. Tako da v bistvu fokus ima res izjemno moč. Predstavljajte si, v bistvu kakšno moč ima recimo laser, kjer je sfokusirana v bistvu moč, in kakšno moč ima sonce, ki ima razpršeno moč. Lahko se prosto sprehajamo po soncu, vas ne bo opeklo, medtem ko če vas zadane laser, vas lahko tudi prereže. Tako si lahko predstavljate to moč fokusa. Naslednja v bistvu stvar, dejansko je tudi to, da v bistvu na tisto, kar mislite, tisto velikokrat tudi prikličete. In tukaj se potem postavi seveda vprašanje. V bistvu mislite dobro, mislite pozitivno, želite drugim dobro, želite drugim, ali pa tudi sebi dobro, kajti misel se nam seveda tudi na nek način vrne. Jaz bi vam tukaj povedala tudi en primer, dejansko, kako se to dogaja v praksi, to je čisto realna situacija in vas s tem želela povabiti k razmišljanju, ali boste razmišljali raje o rešitvah ali o problemih. Recimo, v bistvu, leta 2010 je v bistvu mi umrl oče in ko sem se pač zjutraj odpravljala domov, vse zgodaj, mislim, po 4 dejansko je v bistvu, sem imela drugi dan predavanje in čez možgane je prešinila misel, seveda jutri ne morem predavati, kaj naj zdaj storim, in sem nekako v bistvu pomislila, koga bo treba poklicati. Verjeli ali ne, tisti hip, v bistvu mi zazvoni telefon in na drugi strani je bil eden zelo renomiranih predavateljev, ampak to ob 4 zjutraj, sem rekla, to pa neverjetno, kaj pa me zdaj ta gospod kliče, saj v bistvu nisva taka prijatelja, da bi me sredi noči klical, pa tudi ne ve za mojo situacijo. Ampak dejstvo je, da na drugi strani se ni nihče oglasil, ampak je pač gospod miril otroke, očitno so se zbudili, telefon se je sprožil, kakorkoli že. In jaz odložim telefon in potem se nekje čez dan spomnim, pišoka, spet, koga naj pokličem. Tega bom poklicala, ker se mi že tako sam oglasil. Skratka, mogoče malo neverjetna zgodba za koga, ampak resnična. Tako da gre pa za to, da v bistvu, če razmišljamo o problemih, dobimo probleme. Če razmišljamo o rešitvah, pa tudi pridejo pravi odgovori. Tako da gre za to, kaj in kako mislimo. To pa pomeni tudi, da če razmišljate o večjih stvarih hkrati, da dobite več stvari hkrati. Tudi to je v bistvu ni ravno dobro. Skušate razmišljati o eni stvari naenkrat. Tako povečate moč umske energije. In kot že nekateri pravijo, in jaz kar verjamem v to, da se vse naše želje pravzaprav uresničijo, tako da res v paketu. Tako da v bistvu mogoče še nekaj malega, kaj vpliva na našo umsko energijsko matriko. Seveda, našo zbranost motijo v bistvu vse vibracije z okolja, recimo vonj, okus, hrup, svetloba, mraz, vročina in predvsem tudi naše lastne misli. Tako da delo z našimi lastnimi mislimi, imeti nadzor nad lastnimi mislimi je pravzaprav v bistvu kar zahtevna dejavnost. In zato tudi radi rečemo, da je človek sam sebi v bistvu lahko največji prijatelj ali pa tudi največji sovražnik. Tukaj bi mogoče še vas vprašala, pa mogoče tudi malo zapišete v chat, koliko misli se nam pravzaprav porodi čez dan, kaj mislite? Tako, seveda, mogoče komu več, komu manj, ampak zopet govorimo o povprečju. Tega vprašanja nimamo sedaj sicer na chatu, mislim na anketnem vprašalniku, ampak malo razmišljajte o tem. In zdaj vam bom tudi povedala približno, koliko tega je, približno 80.000 misli naj bi se porodilo. Zdaj, bolj pomembno tega, koliko misli se nam porodi, je pa predvsem to, da naj bi bilo tam nekje kar 93% misli
v bistvu negativnih ali pa, bom rekla, ne prav pozitivnih. Tako da to pa je seveda je problem lahko. Tako da v bistvu razmišljanje je torej zahtevno delo. Okay. Zdaj, ključne mišice za dvig vaše v bistvu osebne energije, bomo rekli umske mišice, predvsem kaj pomaga, v bistvu pomislimo na namen našega dela, recimo, osmislimo si cilje, zakaj nekaj počnemo, pomaga tudi vizualizacija, da si v bistvu predstavljamo, kako bo recimo naš poslovni sestanek potekal, kako bomo dosegli recimo določen dogovor in podobno. Velja tudi poudariti, da pozitivni samogovor in predvsem dajte razvijati optimistični pojasnjevalni slog. Ko se karkoli nenavadnega zgodi, niste vi za to krivi, ampak skušajte iz tega nekaj dobrega potegniti in si optimistično pojasniti situacije. Ja? Pomembna je seveda tudi vaša ustvarjalnost, da delujete ustvarjalno, da iščete take aktivnosti, ker lahko izražate svojo ustvarjalnost. Predvsem pa se priporoča tudi trening, zavestni trening sprememb. Recimo, če si ves čas umivate zobe z desno roko, zakaj si ne bi v bistvu poskusili kdaj umivati tudi z levo roko. Na začetku ne bo prav udobno, kasneje pa to tudi lahko razvijete. Zdaj imam pa za vas tule eno vajico in tukaj bi pa dejansko želela od vas slišati, v bistvu, kaj mislite, da sledi na črtah zgoraj in kaj na črti spodaj, katere črke sledijo. Majčkeno si vgledajte to in poskušajte preko četa odgovoriti. Jaz bom pa ponovno kar vprašala, kakšne rešitve že kaj imamo, da ne bom preklapljala na čet. Nika že piše, ja. Se pravi, kaj na črti skoraj. Ja, živjo Daniela. Živjo, že imamo. Prihajajo odgovori, ker JK, KLMN, abeceda. Največ jih je v bistvu KLMN, JK, tle nekje se vrtimo. Jaz bi tudi rekla, da je to HJK, KLMN. To je nekako večina odgovorov. Večina odgovorov, ok. Ja. To so take umske vaje za možgančke naše, ki jih zelo toplo priporočam. Zdaj, v bistvu, odgovor še ni pravilen, bom rekla. Tako da bi vas povabila vse znova, da majčkeno pogledate celotno sliko, da se malo odmaknete od ekrana in pogledate celotno sliko. Opazujete obliko črk. Zdaj sem vam dala en tak krasen namig, da bo zagotovo kakšen odgovor pravilen. Ok, imamo kakšne še druge poglede sedaj? En malo drugačen pogled je Č. Drugače pa ostajamo še vedno pri KLMN. Pri KLMN. Zgoraj in MN spodaj. MN spodaj. Ja. Ok. Dobro, zdaj bom glede na to, da nimam prav veliko časa, bom spodaj, rešitev. Ja, evo, O je bil spodaj. To je pa Maja Tolar. Maja, čestitam, bi ste očitno dobro razmislila. Skratka, zakaj gre, Maja bi verjetno vedela, skratka, če opazujete v bistvu obliko črk, zgoraj so samo v bistvu črke z ravnimi linijami, spodaj pa črke z zaokroženimi, zaobljenimi linijami. In seveda je abeceda, drugače, ampak samo za to razliko gre. Tako da, ja, s to vajo seveda sem želela samo prikazati to, da možgane je tudi treba trenirati, da je treba delati razne miselne vaje, miselne preobrate, kot je tudi reševanje križank in tako naprej in še bi lahko naštevali. In kot sem že rekla, v bistvu tudi to zavestni trening sprememb, recimo, kakšne majhne aktivnosti začnete delati drugače ali pa si privoščite na mesto, recimo, Office-ov, mogoče tudi kakšen page program oziroma pač kakšne druge programe, da v bistvu začnete delati nekaj drugače. Ja, zelo zanimivo, da v bistvu seveda o umski energiji so veliko vedeli, pa tudi upravljanju sprememb, že v bistvu tudi stari Grki, že Sokrat je eno tako zelo lepo misel dal, da the secret of change is to focus all of your energy not on fighting the old, but on building the new. To pomeni, da dejansko, če bi vsi v bistvu
energijo vlagali v izgradnjo nekaj novega, ne pa v bistvu se borili proti staremu, ne, bi nam bilo veliko lažje. Ja. Ok, hitimo naprej, nekaj malega bomo še povedali o čustveni energiji. In sicer, kot veste, ne, dejansko človek ima v bistvu 3 vrste možganov. Ne. Čustveni možgani, ki jih tukaj vidite, dejansko so nastali po nastanku, ne, kar se tiče kronološkega časa, za plazilskimi možgani. Se pravi, najprej so se pri človeku razvili plazilski možgani, potem čustveni in šele nato razumski možgani. Možgani skupaj tehtajo samo 1400 gramov sicer, se pravi 1 kilogram in 400 gramov, od tega plazilski možgani samo 150 gramov, tako da ne, v bistvu večji del teže prinašajo razumski možgani. Ampak kakorkoli že, čustveni možgani so po razvoju prejšnji, zato so tudi v bistvu naši čustveni odzivi, pravzaprav, jaz včasih rada rečem, prazgodovinski, pa ne me narobe razumeti, gre predvsem za to, ne, da v bistvu mi se odločamo za v bistvu neke akcije vedenja, v bistvu na podlagi, bom rekla, tega, kako doživljamo določeno situacijo, se nam sprožijo določena čustva. Zdaj, če je v bistvu tale naš v bistvu prednik, recimo, da zaznal nevarnost, recimo v primeru, da je bila žival večja od njega, da je ocenil situacijo, da ne more zmagati, je začutil strah. In strah je pomenil to, da dejansko se mu kri zlila v noge, kar mu je omogočalo beg. Če pa je v bistvu ocenil situacijo kot neko situacijo, ki jo obvlada, torej nekaj, kar v bistvu lahko ujameš, pa dejansko se mu je v bistvu kri stekala v roke, kar je omogočilo v bistvu napad, borbo. In doživljal je verjetno tudi neko tako pozitivno, konstruktivno jezo, temu rečemo. In še danes se to isto dogaja. Kadar smo jezni, se nam kri steka v roke, kadar smo v bistvu prestrašeni, se nam kri steka v noge. Seveda odzivi so danes, oziroma situacije so danes malo drugačne, pa kakorkoli že. Mislim, da je za današnji čas zelo dobro vedeti, kako dejansko ta naša čustvena krivulja deluje v oziru na spremembe. Ponavadi tudi danes, v današnji krizi, verjetno koga v bistvu kar zadev šok, kaj se pa zdaj to gremo, tako da, kaj bomo sedaj in tako naprej. Danes seveda še eni še zdaj ne verjamemo, ali pa ne verjamete, kakorkoli, da je vse to možno, da se to dogaja. Nekateri se potem zopet jezimo, drugi zopet, verjetno tudi vsi hrepenimo po vrnitvi, se bo vsak čas tako, kot je bilo pred to krizo, se pravi, da se vračamo v leto 2019, december, vsak čas bo tako, kot je bilo. Verjetno ne bo čisto vse tako. Tako da v bistvu dejansko naslednja stopnja je neke vrste depresija, ki pa tudi stopnja preobrata. In se bomo sprijaznili to situacijo, nastopilo bo upanje, in nastopila bo potem pozitivna dejavnost. Nekaj bo dobrega iz te krize in nekaj že tudi vemo, da je, tako rekoč, in v bistvu bo pa drugače. Jaz sem prepričana, da bo zagotovo se kar marsikaj spremenilo, kljub samo, da bomo že recimo, da maja vse skupaj to premagali. Ja, še naslednja stvar, ki pa je na osebni ravni pomembna za vaše čustva. Mi velikokrat brskamo po preteklosti, v bistvu imamo pa tudi sedanjost in imamo tudi seveda prihodnost. Tako da, jaz bi tako rekla, če že brskamo po preteklosti, skušajmo biti tam samo toliko časa, da odpustimo sebi in drugim mogoče kakršnekoli napake, predvsem odpustiti sebi se je kar precej v bistvu velik izziv za marsikoga. V sedanjosti dajmo izražati hvaležnost za vse, kar imamo okrog sebe in na prihodnost gledamo z optimizmom. To je ena taka preizkušena formula za krepitev naših čustvenih mišic. Še mogoče v bistvu zadeva, da tako da včasih moramo v bistvu odvržiti naše čustvene kovčke, ki smo si jih mogoče nabrali v življenju. Mogoče so celo starši prenesli določene strahove na nas in podobno. Tako da ampak v bistvu več kot vlagamo vase, več kot delamo na sebi, več takih kovčkov lahko mirno odložimo. Tukaj je zdaj v zadnjem času tudi za krepitev čustvenih mišic zelo popularna tudi metoda mindfulnessa, čuječnosti. Mogoče še to razložimo in potem bo dala še tudi vam v bistvu možnost za postavljanje vprašanj. V bistvu gre za to, da velikokrat se človek v bistvu preveč nekako zadržuje v preteklosti in razmišlja, zakaj se je to moralo zgoditi. Če bi pa takrat naredil tako pa tako, bi pa v bistvu bilo danes drugače, boljše in tako naprej. Skratka, ampak to je nespremenljiva preteklost in dejstvo je, da v bistvu jo ne moremo več spremeniti. Zato je bolje, da gledamo bolj na današnji dan,
in seveda z optimizmom zremo v prihodnost, no, ampak ljudje pač velikokrat v bistvu raje zapademo v neka negativna razmišljanja in tudi katastrofično razmišljamo o prihodnosti. Kaj pa, če se bo zgodilo to pa to, ne? Bolj nas na nek način skrbi, kaj bi se lahko zgodilo, kot pa kaj se je dejansko zgodilo ali pa kaj se dejansko dogaja, ne, danes. Tako da v bistvu mindfulness nas ravno uči biti tukaj in zdaj, živeti v danem trenutku in izkoristiti dani trenutek. Tako da v bistvu ta čuječnost, dejansko bi vas res povabila, da jo prakticirate. Jaz sem vam sicer pripravila tudi en zvočni posnetek, ki ga bom kasneje predala organizatorjem in ga boste verjetno tudi lahko dobili, kako dejansko se lahko majčkeno te čuječnosti lotite kar iz domačega fotelja oziroma tudi delovne pisarne doma. Ja, to je v bistvu, kaj nas uči čuječnost, predvsem to, da v bistvu so misli, občutki in čustva pač neke danosti, jih moramo sprejeti take, kot so, ampak to niste vi, ne. Mi pa velikokrat že v bistvu uporabljamo besede, kot sem žalostna, sem jezna, sem, ne. Namesto, da bi rekli čutim jezo, čutim žalost, opazujem žalost pri sebi, ne. Ker če rečete žalostna sem, jezna sem, recimo, dejansko v bistvu se precej bolj identificirate s tem čustvom, kot pa bi se sicer, če izrečete ta stavek drugače, ne. Opazujete to čustvo pri vas, niste pa čustvo vi, ne. Kar pomeni, da čustva in misli lahko pač v bistvu imamo dosti pod nadzorom. Dobro, zdaj bom v bistvu jaz tukajle nekako skušala predati tudi vam kakšno v bistvu vprašanje, pa bom kar ponovno povabila, da mogoče nam pove, če je kakšno vprašanje bi izbrala, mogoče imamo še kakšno minuto, dve, za kakšne odgovore. Smo prejeli eno zanimivo vprašanje in sicer imamo mogoče oziroma imaš mogoče informacijo, koliko podjetij ima organizirane neke skupinske vaje za vzdrževanje ravnovesja, ali je to večinoma bolj prepuščeno posamezniku? Zdaj prav, hvala za vprašanje, zanimivo vprašanje. Zdaj informacije nimam v tem točnem številu, lahko pa navedem nekaj zanimivih primerov, ki jih poznam po podjetjih, kaj delajo za to ravnovesje. In sicer nekateri gojijo recimo jutranjo jogo, jutranjo celo tudi meditacijo, pridejo v službo in gojijo to jutranjo meditacijo za zbranost. Recimo tudi proizvodna podjetja, sem v bistvu bila priča v GKN Driveline, to podjetje tudi z veseljem omenim, ker se proizvodni delavci zberejo 10 minut pred začetkom delovnega procesa in skupaj povadijo in vadijo v krogu, kar jih tudi recimo povezuje in imajo vsak dan tudi druge vaje. V bistvu zelo take zanimive stvari. Potem v zadnjem času je tudi na nek način prihaja k nam ta zen, kultura, recimo v določenih organizacijah pred kolegiji. Napovejo kolegi recimo pol ure predhodno in v bistvu pol ure pred sestankom, pred kolegijom meditirajo ali pa 20 minut pred kolegijom meditirajo. In so ugotovili, da po tem času dejansko so kolegi veliko bolj učinkoviti. Ljudje se v tem času zberejo, prečistijo svoje misli, umirijo in v bistvu potem seveda funkcionirajo naprej. Tako da niso več tako redke prakse. Naj pa povem, da čuječnost, trening čuječnosti, torej mindfulnessa, pa uvajajo praktično vsa velika podjetja, kot je Google, kot je recimo svetovalna hiša McKinsey in kot je tudi v bistvu SAP, kot nek v bistvu nam najbolj znani proizvajalec oziroma pač programske opreme. Tako da vsi neki velikani ugotavljajo, da nam ti treningi v bistvu povečujejo našo lastno učinkovitost. Tako da je na nek način to prodrlo tudi čisto v prakso in v realnost, ni samo nek science fiction. Super, hvala. No, tudi gospa Petra Hanžel nam je sporočila, da imajo enkrat tedensko jutranjo meditacijo in pa gospa Vesna Premovič prav tako v Leku v bistvu imajo organizirane delavnice čuječnosti, tako da jaz mislim, da to so neki dobri primeri, ki jih v Sloveniji tudi premoremo. Poleg tega pa mislim, da smo danes vsi dobili kar nekaj idej ali pa vaj, ki jih lahko upeljemo sami v bistvu tudi v naša podjetja in organizacije. Jaz bi se ti, Danijela, na tem mestu lepo zahvalila.
Hvala tudi vsem udeležencem, ki ste bili z nami vseh 45 minut, več kot 120 nas je bilo. Sledite nam na naši Facebook strani, spremljajte naše mailinge, kajti naslednjo sredo ob 11. uri vas pričakujemo oziroma se bomo srečali na novem povezanem webinarju. Hvala vsem za sodelovanje in ostanite zdravi.